Danes zapuščamo Antigvo. Gremo z rahlim vetrom v pol krmo. Za nama tam na Long Islandu že prihaja ena nevihta. Mava pa 24 mil dobrih do Bermude, kar je današnji cilj. Danes naj bo spet prava, čeprav je že celo noč. Evo, prihaja ena nevihta, ploha, tako da bova malo mokra. Pričakujem to, da bo malo bolj pihano zdaj. Ali pa bo šla mogoče celo pred nama, glede na to, kako se pomika. Ampak ne zato. So tam še dve nevihti. Ena najverjetno bo že ujela. Evo, sred oceana, tako rekoč, že cel čas, takole plitva voda, se vidi celo dno. Tam od 10 do 30 metrov je globine, ponekod tudi 3-4. Neverjetno, res. Dober občutek, ki veš, da se lahko do dna potopiš z masko na dah. Pred nama pa glih nevihta, tako da sva kar vesela, ker so skoraj na cilju, tako da so že zdaj kar pospravila glavno jadro. Zdaj greva pa samo na Genovo počas. Mislim, da je bilo dobro odločitev, ker je zdaj v bistvu pred nama. Imamo pa še 2 milje do Bermude. Dež pada, sonce sije, voda je takale. Evo, Bermuda pred nama, nevihta je šla ravno mim, tako da sem par kapelj sva deležna. Zdaj greva pa tukaj nekam na sidru, tam je že enkrat Amerikanka naj prehitil. Pa vidim še par jamborov pa ena jahta, tako da se jim bova pridružila. Jutri bo potem naprej po otoku. Evo, prihajava na sidrišče. Je kar nekaj plovil tlele na sidru. Še malo. Pa smo v zavetju valov, vetra pa ne, ker otok je čist nizek. Ja, globine so tukaj manj kot 10 metrov. 2017 leta so vse prebivalce iz Bermude preselili na Antigvo, ker so imeli hurikan. Takle očitno res ni nobenega zavetja, ki je vse ravno. Midva sva se sidrala pred obalo Bermude. Evo, kakšna voda lepa, res.
Je, rev je. O, še eden. Ampak res ne padeš. Ha? Imaš palčko? Siva. Zapuščava najno sidrišče, se bova premaknila 10 milj ob otoku. Prijeten veter, greva samo na Genovo, jiha 20 vozla lepo, pomenjakar za sabo vlečeva, ker ne greva tako daleč. Voda je pa res fenomenalna. Šla sem prepraviti vrv, s katero razbremenimo vinč, ko sidramo, ko smo zasidrani. Tu je tole tale vrv, ena gre na eno pito, druga pa na druga stran. Voda je čudovita. Medva sva zasidrala. Tukaj so naši sosedje. Nas je 10 jadrnic še ne. Tam zadaj se vidi mesto, upam, da bomo lahko prišla do njega. Največja težava je tale noter vmes, ker ni globine.
fajn piha, valovi so, tako da tle noter je težko z dingijem prideti. Mava idejo, če ni tle predaleč, da bi ga kar prenesla čez. V bistvu to je taka laguna noter, no. Drugače pa piha 30 vozlov danes. Spustila sva 20 metrov verige na dobrih 3 metrih globine. Zdaj bom šla pa malo na obalo pogledati, da vidim, kako izgleda. Barve. Turkizno. Zeleno, modro, ne vem več kakšne barve so to. Kako bo šele na francoski Polineziji? Seveda, če bomo prišla do tja. No, drugače pa ne bi želel biti tukaj, ko je hurikan, ne. 2017 leta. Irma, ja, je bil hurikan Irma. Tukaj živi 1600 ljudi. So vse evakuirali na Antigvo. 2019 so se pa nazaj vrnili šele, ker je 95% infrastrukture porušilo, prineslo vse. Najvišji vrh tega otoka je 38 metrov. Mislim, da je tam od zadaj. Drugače pa kot vidite, kakšen meter nadmorski, nič več. Da so prišla na obalo, so preplavala. Voda je taka motna, tako da ni, da se lepo ne vidi. Vidiš, kaj pride pod malo pinki, to je škol. Od kamna. Tam nazaj, v glavno za nama, je ena pinki beach, ne? In v bistvu se dejansko vidi prav pinki barve. Zdaj, ko so školjke notri nad Milko. Je kar nekaj kilometrov do tam, ampak verjetno bomo šla pogledati. Tam je mesto in tam je tudi za narediti odjavo. Kličem v Slovenijo. Malo se je ven Milke splažil. Lepe. Ta plaža, zdaj, ki hodva, se drugače imenuje 17 milj. Zdaj ne vem, ali je toliko dolga. V glavnem na oni strani, ki se jo vidi, je pa 11 milj. Se imenuje. Tudi ne vem, ali je toliko dolga ali ne. V glavnem, če so toliko dolge, si lahko predstavljate, koliko časa lahko hodiš, da jo hodiš. To je dejansko pol otoka. Ja, tukaj se še dva prišla s gumenjakom. Zdaj greva danes raziskovati otok, tako da bomo malo peš hodila po plažah. Najin cilj je danes, da prideva do Pinky Beach. Zaradi školjk naj bi se videla tako Pinky barva na obali, da bomo videla, če je res. Zapuščava Timija tele na sidru. Danes kar spet piha. Si pripravljena? Sem. Tole pa so sanske barve, kaj? Ko prav, ja. Zdaj pa tukaj le ven dala, ko bomo za palmo privezala čoln. Zdaj imamo pa kar nekaj kilometrov za prehode, tukaj lepo obali. Hodila bova tik ob vodi, zdaj tukaj se nič v Milko ne vdera. In tukaj bi po poti hodil, čim greš recimo malenko zvišje. Se že začne vderati in gre bolj slabše v prazno. Zato najboljš hoditi tako kot Natalija pot. In sploh ne pozna. Poti so dejansko. Evo, tu pa sled od želve.
drugače na teh plažah tudi gnezdim, ne? Tako da možno, da ima tudi kje gnezda, v glavno tole je od želve. V glavno je takole velika, kakšen meter pa pol je razmaka vmes. Tako da so kar velike. Kakšna razlika, ne? Ko psije sonce, morje, voda, ali pa tukaj, ko hodim po senci, ki je oblak. Včeraj je bilo skoraj brez oblaka, oziroma zelo malo jih je bilo, tako da je bilo v bistvu celo morje takole zeleno, belo, modro. Pesek rata kar rumen. Da sva prehodila 2 km pa pol v eno smer, pa se še vidijo jadrnice, kot da sva čist blizu. Zdaj pa bom nadaljevala po taki lepoti. Drugače imajo tle tudi posebno kačo, ki zraste do dober meter, s tem, da samica je večji kot samec. Antiguanski dirkač se mu reče, je pa drugače nestropen, ampak sem ne bi rad glih na njega stopil. Dolga je tale najina pot. Dobro sem kapihla, se pravi ni preveč vroče, pa da imamo tak lep pogled, ne. Tudi nekaj pomeni. Drugače pa kaže, na internetu, ravno kar sem pogledal, da je trenutno 28 stopinj. Še vedno vidimo jadrnice, še zmeraj ne konca rta. Prihodila so pa 5 km že. Ni konec. Še daleč od polovice sva. Sred plaže sva zdaj najdla tole. Čisto plaži. Pogledati, kaj se vidi gor. Slišijo se bagri, delovni stroji, tam ga že vidim tam. Polno jih je. Mogoče se da pa tle po bližnjici čez prideti. Bom še malo višji gor, kakšen lep razgled. Noro. Okej, prid gor. Vrhunske barve, res. Ne morem se nagledati tega. No, zdaj saj vem, kaj bo tle. West Beach. Ti to bodo vse pozidali. Naredili take vile. Se pravi, to delajo. Veliko imajo v planu. Po vsej verjetnosti smo zdaj tukaj nekje. Tale cesta se vidi tukaj. Tako da mogoče je bilo fajn, da greva tle not po cesti naprej. Tle noter so kot taki jezerčka. Se tudi vidi voda noter tukaj. No, tukaj pa še bolj vidi. Tle ima Ratelo tover. Evo, se ugotovila, kaj bo to, v bistvu to. Mogoče se tle bolj vidi te zelene deli, vse, tu bodo golf igrišče vse. Tu so razne vile, jezerca vmes, plaža okoli in okoli. Tu je notranji del lagune, ki bo čez tole vse bo golf igrišče in pa vile in klub. Upam, da se kaj vidi na kameri. V glavno, evo, pink koščki. Če tam ne bolj donesem v senco, se bo bolj videlo. Hodim bost, tako da moram malo paziti. V glavno, evo, na soncu se bolj vidi. Evo. So pink koščki, pink školjkice so to take. Medno se vračava na plažo, šla so tle po cesti in so prišli varnostniki in so naj poslali nazaj, da ne smemo tle hoditi, da so na private property.
Spravna je to privat, kjer to delajo in se ne smejo tle sprehajati. Tako da greva zdaj nazaj. In tako so že 7 km prehodila. Bo dovolj. Tako da zdaj se vračava nazaj. Mogoče še res najlepše tle na plaži, ker je še prazna. Bodo tole se zidali. Bomo težko verjetno še tle kdaj sidra se kopali. Glede na to, da kamor prideš, je vse privat. Smo pa gotovili, da je cela Antigua in Barbuda očitno že privat. Tako da ko prideš na obalo, imaš teh nekaj metrov, 10 metrov v obali, vse naprej so pa table, prepovedano, private. Tako da, žal, bo tole sem za bogataše, ki bodo bivali tukaj. Da se danes predavamo v mesto, se gremo odjaviti in mi obstaja tam na sidru. Zdaj moramo pa tam najti, kje bova vstopila v laguno. Panike pred nami greta že ene dva zgumenjaka, ne bova videla. Čeprav mislim, da zdaj ni neke težave, da piše, da je tam 1 meter globine, tako da bo šlo. Glede na to, da imava samo 1 liter benzina v glavi, so vzela še kantico. Imava kar na par kilometrov za preplut, kjer vreče smeti. Tam se vidi ful valovi, ki se dvigujejo, se pravi čist plitvina. Nekje sred tega moramo najti vhod v laguno. Dobro se guncava, ker valovi tle noter. Več pa piha skozi 20-30 vozlo in tudi ker je laguna, se naredijo valovi. Zdaj so se vezala tukaj, zdaj pa kar zahtevajo $20, da plačava ta privez tukaj. Malo hecno. Da grejo zdaj proti imigracijam, ker vroče. Takole zgleda, evo, konji se sami sprehajajo. Na tem otoku jih živi 1500, nekje približno. Tega, lahko ga pa zajahava, pa no treba hoditi. Veliko stavb takole je porušenih pa praznih. Tole se vidi, da je novo. Na najni desni strani je letališče. Zdaj pa iščeva, kje so tle za ti customs, da narediva odjavo. To je pa moj prijatelj Sliček. Da so se živali prosto gibljajo, ovce, konji, slički. Prideš? Lahko pobožam? Po moje bolj, da ne, da nam smrdev preveč, čist moker. Kar uživaj naprej. Po moje še od hurikana ostalo. Noben nič ne posprav, nič. Drugače pa tako hiše so tukaj, samo nimajo pa streh, kjer pa so, se pa vidi, da so na novo pokrite. Ampak zdaj sem vprašal, koliko je pihalo. Na customsih je rekel 190 mil na uro. Imajo pa bolj to take strehe, plehnate. Hello, hi. Plehnate, zato hitro kakšno streho dvigne. Recimo tukaj se tudi vidi, kako je kompletno dvignilo. Kako so potem sem zabetoniral ta streha nazaj gor. Takole zgleda, ni glih kakšne lepote, ne. Vse je ravno.
drugače so pa prijazni. Tako da so na pol porušene te stavbe. Vam je kaj vroče? Hvala, ko si obrnil. Lep si, lep. Edo so zaključili na otoku, na 24 urah moral zapustiti Barbudo, da se peljeva nazaj. Malo manj piha, pa z vetrom greva, tako da je veliko bolj mirna vožnja. Zdaj moral pa spet najti tam nekje izhod ven. Šla bova danes še na plažo, bo še tukaj živela. Pa bova pa verjetno kar sred noči štartala. Imava približno 60-70 milj za preplut, tako da bova jutri dopoldne potem že na cilju, da izkoristiva še dan. Za $5 na uro. Glavno, če me kdo rapne, recimo mogoče v Portorožu, tako je na plaži, evo, orodje imam, kvalificiran sem, dokazal sem, evo, vrhunsko sem naredil, senčki lepo. Zdaj pa mi oprostite, ampak imam drugo delo. Evo ga, Steven's Grate. Natalija se je šla še malo kopat, sončni zahod. Evo, motor sva dala ven, še sva pospravila, dvignila sva gumenjak, sva ga privezala, da ne more nikam moriti, ker bo danes po noč jadrala. Imava ene 60 milj za prejadrati. Se je umirilo malo zvečer. Tako da upam, da bo lepo plula. Tako da bova jutri dopoldne enkrat ali pa čez dan šla na najin cilj. Preko interneta sem že spomnil obrazce za prihod. Se viče sončnega zahoda. Kakšna je voda? Topla. Topla? Ja. Natalija je naredila še inšpekcijski pregled jadrnice še od spodaj in je ugotovila, da je umazana, da je bo treba ščistiti. Zdaj bom pa poslal še malo enega kolešček spucati tam spredaj. Za hitrost, mislim, da ne bo šlo. Pa neč, bova pa brez hitrosti. V bistvu je toliko zarašen skozi, da ga čistam, ampak je treba skoraj vsak dan. Jaz bom pa zdaj še, dokaj se še vidi, lazyback malo popravil. Tele letvice od spredaj se je nekaj strnjalo spet. Sem zdaj tle klosal. Sem tam lepo zataknil, zdaj pa jih moram tle nazaj našponati. V glavnem je že kar precej uničen tale lazyback. Lukne, vse živo. Je že kar prestal nekaj. V 3 letih ali koliko je star. Tudi spray hood je že kar dotrajen, sem ga že kar veliko pošil. Pa še se takole razpara. Upam, da bo zdržal še to najno potovanje ali pač kolikor časa bo. Potem pa če bi delal nov spray hood, bo itak drugače, višji. Bo lažje za not hoditi. Da vidimo še ta skok v vodo. Kjer ne misliš?
Ne bo več skakal v vodo. Si moram glavo šplavati. Ja. Ajde, jump. 8.